Kako pa trenutno gledate oziroma ocenjujete stanje v slovenskem športu oziroma v atletiki? Ja, jaz sem vedno kritičen, ne. Zdaj seveda lažje biti v opoziciji, ne, pa kritizirati, ampak pač vidimo, da gre naprej. Atletika gre naprej, dejstvo je, da so tukaj neke nove tehnologije, nova znanja, ki meni niso znana, in v to je treba pač vložiti. In zdaj te velike nacije so spet začele izstopati, plus Skandinavci, torej tam, kjer pač se vlaga. In jaz mislim, da če hočemo sistemsko se lotiti tega, bo pač treba več vložiti, ne. Smo pač premalo, v atletiko se da premalo, torej se vidimo, imamo težave že s samim trenerjem, kaj šele z ekipo pokriti, ne. In ampak, kot sem prej rekel, ali se dela na širini ali pa se gre neko specifiko iskati in probati to podpreti. V preteklosti ste se borili za status vrhunskih športnikov po zaključeni športni karieri. Se je zdaj v zadnjih letih kaj spremenilo na tem področju? Ja, jaz še vedno mislim, da to ni urejeno. Torej, lahko bi bilo boljše, glede na majhnost nacije in koliko je šport pomemben za nas, kaj to naredi med ljudmi v določenih trenutkih, ne. In mislim, da bi se to dalo na boljši način še vedno urediti. Posluha ni, tudi interesa vidim, da v teh političnih ali pa športnih političnih krogih ni najboljši. Vsak ima neko svoje razmišljanje. Torej, dela se na tem, da takoj po končani karieri torej greš v drugo kariero, ne. Zdaj, to je dobro, če te lepo spremljajo od mladega naprej in ti to dejansko nudijo, ne pa da te pol pred dejstvo postavijo, ko je že konec, ne. Tako da za te starejše atlete, ki končujejo, je težko, ali pa športnike, ne. Sploh te, ki niso uspeli, torej so stari 30-35 let in v bistvu relativno neznani in potem težko prideš tudi na trg dela, ker izkušenj pa nimaš, ne. Tako da iščejo se nekakšne poti, s katerimi pa jaz nisem najbolj zadovoljen, no, tako.